Lepo pozdravljeni v novi epizodi PEFcasta. Tokrat je naš gost, redni profesor na Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani, gospod Gregor Torkar. Je prejemnik nagrade za izjemne dosežke na področju raziskovanja, vzgoje in izobraževanja v letu 2019. Dobrodošli in hvala, da ste si kljub napornemu urniku vzeli čas za ta najin pogovor. Ja, hvala za povabilo. Profesor Torkar se v svojem pedagoškem in raziskovalnem delu največ ukvarja z biologijo, s trajnostnim razvojem, varstvom naravne dediščine. Ste tudi predstojnik UNESCO katedre o izobraževanju učiteljev za trajnostni razvoj in o vsem tem bova danes tudi rekla nekaj besed v najinem pogovoru. In moram reči iskreno, da je biologija bila res eden mojih najljubših, če ne najljubši predmet v osnovni šoli, potem tudi prvi 2 leti v srednji šoli, tako da sem se tega pogovora z vami res zelo veselila. Najprej se bova posvetila enemu prispevku, ki ste ga objavili skupaj z kolegico Uršo Krašovec za naslovom Students' Attitudes Towards Forest Ecosystem Services, Knowledge about Ecology and Direct Experience with Forests. Tukaj izpostavljate predvsem pomen ekologije, kako pomembno vpliva na odnos do gozda in ekosistema v samem gozdu. Kaj bi morda povedali več o tej raziskavi? Ja, kot je bilo rečeno, v prvi vrsti sem profesor, kar pomeni, da skrbim tudi za to, da mladi pridejo v stik z nekim znanjem, vedenjem, pa tudi z raziskovalnim delom. Tako da Urška Krašovec je pravzaprav moja študentka in to je bil del njenega magisterija, ki sva ga objavila kar v enem ugledni reviji, Ecosystem Services. Drugače, ta tema me zanima že kar nekaj časa. Ekosistemske storitve skušajo, ta koncept se je uveljavil pravzaprav z namenom, da bi širšo javnost opozorili na različne danosti in storitve, ki nam jih nudi narava. In zanje nič ne plačamo, se jih pravzaprav ne zavedamo. In je bil ta koncept upeljan prav z namenom, da bi ekonomiste, odločevalce opozorili na te danosti, ki jih izgubljamo z spreminjanjem okolja. Jaz sem pa poskušal to nekako izkoristiti tudi za ozaveščanje mladih. In pri tem sem nekako razvil po vzoru iz tujine en instrument in ga implementiral v okviru te magistrske naloge tudi v šolski prostor. In dejansko nas je zanimalo, koliko v tem primeru res je pomembno neko širše znanje o ekologiji, ki je področje znotraj biologije, za razvoj nekega odnosa. In storitve so lahko zelo različne, ki nam jih daje na primer gozd. Ne samo te dobrine, kot so les ali pa gozdni sadeži, ampak so tudi zavedanje vseh recimo tistih nevidnih storitev, kot je zaščita pred poplavami ali pa pred močnim vetrom ali pa za samo kakovost zraka in tako naprej. In pokazalo se je v tej raziskavi, da tisti, ki imajo to širše znanje, razumevanje tudi teh manj opaznih storitev, ki nam jih daje gozd, so tisti, ki jih tudi bolj cenijo. Se pravi, znanje in v tem pogledu odnos do teh stvari sta tesno povezana. Kar se je pokazalo v tej raziskavi, tudi zelo pomembno je tudi, kaj počnemo v vsakdanjem življenju. Se pravi, mladi, ki več zahajajo v naravo, več zahajajo v gozdove, imajo tudi veliko bolj globok odnos bolj pozitiven odnos do teh različnih storitev, ki jih tak ekosistem tudi nudi. Toliko na kratko. To je pravzaprav zelo pomembno, tudi za vzgojo in izobraževanje, torej na kakšen način se mi nekako lotimo oziroma kako učencem, otrokom tudi v vrtcih to predstavimo. Zelo pomembno je, kar ste mi rekli, vzgoja in izobraževanje. Jaz to dvoje vidim kot izredno pomembno, da se obravnava oboje hkrati, ne samo v vrtcu, tudi v osnovni, srednji šoli. Namreč ta vzgojni moment je
tesno povezan potem tudi z razvojem odnosa. Torej, stališč, vrednostnega sistema in ne nazadnje tisto, kar je pa poglavitno, kadar se pogovarjamo o tematikah, ki mene zanimajo, in to je odnos do okolja, varstva narave, je samo naše vedenje, vnašanje. Ne? Vse lepo in prav, kaj si mislimo, ampak na koncu so ključna dejanja. In v tem pogledu seveda je ta vzgojni moment tisti, ki je poglaviten, ne samo znanje se lahko vseživljenjsko pridobiva, ampak ta vrednostni sistem, ki te pa poganja, da se razvijaš v določeno smer, je pa nekaj, kar moraš pridobiti v otroštvu, in tukaj je zgodnje otroštvo izrazito pomembno. Ja. Hvala vam za ta poudarek, se popolnoma strinjam. Omenila bova še drugi prispevek z naslovom Assessing Children's Environmental Worldviews and Concerns, ki ste ga skupaj s še 3 soavtorji objavili v reviji CEPS. Raziskava je pa namreč pokazala, kot sem prebrala, da se pri učencih odnos do okolja od 4. do 7. razreda nekoliko poslabša, medtem pa imajo učenci v višjih razredih ta altruistični pristop oziroma to skrb do okolja. Kaj bi lahko na to temo rekla? Ja, mogoče lih malo konteksta za to nalogo. Zdaj, ko smo se malo pripravljali na to, kaj izbrati, sem se pač omejil na nekaj prispevkov, ki recimo tako celovito predstavijo, kaj pravzaprav zasledujem v zadnjem dobrem desetletju v bistvu s temi raziskavami. In izbral sem to raziskavo zaradi tega, ker sem želel validirati instrument za merjenje odnosa otrok do okolja. In uporabil sem pri tem, sem se povezal z izhodiščnimi avtorji, to sta 2 avtorja, ki prihajata iz Arizone v Združenih državah Amerike, z Bruceom Johnsonom, ki je bil tudi večkrat tukaj, tudi že dlje časa sodelujeva pri številnih projektih raziskovalnih. No, in cilj je bil dobiti en tak instrument, ki je že validiran po svetu, ki je dosti dobro uveljavljen in je toliko enostaven, da ga lahko otroci v že dokaj zgodnjih ranih letih uporabljajo. Se pravi, in ta prispevek je pravzaprav bil prva uporaba tega instrumenta v slovenskem jeziku in res nič presenetljivega zame, ki to že dolgo časa spremljam, je to, da pač odnos do okolja načeloma nekako pada, doseže svoje dno v letih adolescence, tako da najboljši odnosi imajo otroci do okolja dejansko ob vstopu v osnovno šolo, potem pa z nekako po adolescenco začne to strmo padati in po raziskavah, ki pa v mojem primeru v slovenskem še niso tako, kako bi rekel, ne morem še ustvariti nekega resnega zaključka, ker imam premalo podatkov, ampak v tujini pa je znano, da se lahko ta trend tudi potem obrne v srednji šoli, da se potem postopoma, vkolikor so dejansko bili ustrezno vzgajani in izobraževani v zgodnjem otroštvu, se lahko ta trend potem tudi ponovno obrne navzgor v odnosu do okolja. Kar zadeva samega altruizma, to pa je drug instrument, ki ga tudi uporabljam, prihaja pa iz Kalifornije, izhodiščno, ga zdaj uporabljam že okrog 15 let. Meri pa skrb za okolje in motive za skrb za okolje, in med motivi je tudi altruizem, torej skrb ne samo zase, ampak tudi za soljudi. In res je, to vse so sicer različne ugotovitve, ampak ena od ugotovitev je, da ta altruizem lahko tudi narašča, ni pa vedno, na splošno je trend tak, da zaznavamo tudi v odnosu do okolja pogostejši egoizem, torej da skrbimo za okolje tudi zaradi tega, ker nas pravzaprav skrbi za nas same, za naše zdravje, niti ni nujno, da je to skrb za recimo soljudi ali pa živali, rastline. Tako da to je en trend, ki ga je tudi ena od raziskav naših pokazala. In to je recimo bila tako spoznanje, ki je bilo prvič tudi mednarodno objavljeno, da je lahko tudi ta egoizem neko gonilo
gonilo skrbi za okolje. Vsekakor ne. Najprej pravzaprav marsikdo izhaja iz sebe v smislu, da poskusi zagotoviti sam sebi ustrezno življenje, preživetje in še potem se prenese to na ostale, na širšo skupnost. To drži, v bistvu teorija pravi, da pravzaprav izhodiščno moramo vedno najprej pravzaprav pogledati z tega egoističnega aspekta na to problematiko. In potem se pa lahko seveda usporedno s tem razvijajo tudi drugi motivi, kot je altruistični ali pa nek biosferični, to je ta skrb za vsa živa bitja in naravo nasploh. Tako da to ni nič izključujočega nujno, lahko pa je dopolnjuje drugo z drugim. Tako da, ja. Absolutno. In zagotovo smo spet pri pomenu vzgoje in izobraževanja v zgodnjem. Mogoče samo na kratko dodam zagotovo, pa tudi sam kulturni kontekst je zelo pomemben pri tej stvari. Ne nazadnje tudi številne raziskave kažejo, da je tukaj pomembno tudi, jaz bi rekel, kulturno dojemanje spola. Je tudi do določene mere, vsaj nasploh je trend tak, da več prizadevanj za skrb za okolje zaznavamo pri dekletih ali pa razlikni. Tako da, če je v prid vedno dekletom. In kako, zakaj to, kako to? To si težko razlagamo. Govorim zdaj za odraščajočo mladino. Pri odraslih imamo nekatere razlage za to, ki grejo v smislu tudi teh novejših gibanj okrog ekofeminizma, ki se pojavlja, ki nekako zagovarjajo to stališče, da v prihodne generacije prebivalstva zelo velik vložek, veliko vložijo ravno matere, ki pač skrbijo za potomce in z tega stališča tudi jih veliko bolj skrbi okolje, v katerega vstopa ta potomec. To ne bi bila tako zelo na kratko povedano ta razlaga. Zanimivo. Ja, bi znalo seveda držati tudi v tem smislu skrbi mame za... Zagotovo nekaj prispeva k razlagi, definitivno. Hvala. Tretji prispevek, o katerem bi želeli še reči nekaj besed, je pa z naslovom Students Care for Dogs. Environmental Attitudes and Behavior, ki ste ga napisali skupaj z Tino Fabian in profesorjem Bognerjem in ugotovili ste, da tisti učenci, ki kažejo nekako boljšo skrb za psa kot hišnega ljubljenčka, potem tudi so bolj nagnjeni k odgovornemu vedenju do okolja. Kaj bi še lahko dodali na to temo, mogoče tudi vezano na vzgojo in izobraževanje kasneje? Ja, no ta prispevek je spet nastal tudi v sodelovanju z študentko, ki je naša diplomantka. Tako da nasploh moram reči, da se veliko trudim študente vpeljevati v ta raziskovalni svet in to se pol pokaže tudi v nenazadnje teh prispevkih. No, tukaj je bil, če spet pokažem malo zadje tega, je bil spet cilj validirati instrument, ki bi lahko bil uporaben v slovenskem prostoru, ker nekoliko nesmiselno je instrument razvijati v slovenskem prostoru in pričakovati, da bo potem mednarodno nekako odmeven in validiran. In ponavadi pač poiščem tiste instrumente, ki imajo zelo veliko odmevnost v mednarodnem prostoru. Ta konkretno je bil nekako vpeljan v slovenski prostor z avtorjem Francem Bognerjem, ki je bil pred novim letom tudi pri meni tukaj na obisku. In Franc pač je ta instrument zdaj že uporabil v več kot 35 državah, tako da lahko tudi pač izsledke potem lažje primerjamo med državami. No, in iz tega nabora, ker ta instrument kar pogosto uporabljam, je za nekoliko starejše, bolj za mladostnike in tudi odrasle, smo med drugim uporabili tudi za to, kar je študentko zanimalo. Študentka Tina je strastna ljubiteljica psov, ima tudi doma 2 psa, ki mislim, da sta ukvarjata lavinska psa sta. In njo je zanimalo dejanska skrb za
za te domače živali, torej ne samo izraženo ali skrbijo ali ne, ampak dejansko katera pravila na vsakdanji ravni vsakodnevno počnejo te učenci. In potem smo to nekako pogledali, kakšno ima to dejansko, obstaja kakšnakoli korelacija z njihovim izraženim stališči okoljskimi in pa okoljskim vedenjem, torej tem individualnim vedenjem, predvsem, ker vedenje je lahko tudi neko kolektivno, ampak individualna okoljska vedenja. In tu se je pokazala zelo velika povezanost, ne pa toliko z dejanskimi stališči. Torej, kar si nekako razlagamo, da tisti, ki je nekoliko bolj odgovoren do skrbi za žival, in ta odgovornost kaže na redni, vsakodnevni osnovi, bo tudi bolj dosleden pri izvajanju okolju prijaznih vedenj. To se je nekako pokazalo in spet tudi v tem primeru je bilo nekoliko bolj, so bili naklonjeni temu dekleta kot fantje. Tudi ta spremenljivka nas je zanimala. Torej, domače živali so nekaj, kar lahko doprinesejo v vzgoji in izobraževanju, pravzaprav tudi nek pomemben element. Zaključek, ki smo ga naredili, in v to smer dejansko številne raziskave, tudi naše in tuje, na to opozarjajo, je, da to dolgoročnejši stik z živalmi, živimi živalmi, predvsem bolj kot rastlinami, lahko zelo močno vpliva na nek razvoj odnosa do okolja. Zato smo tudi kot nek zaključek tega prispevka izpostavili gojenje živali v vzgojno-izobraževalnem prostoru, torej v času izobraževanja, kot eno od pomembnih ukrepov za razvoj odgovornega odnosa do okolja. Zato v šolah pravzaprav tudi najdemo kakšne živali, za katere skrbijo učenci, učitelji, v tujini pogosto tudi starši. Ja, s tem vprašanjem se tudi na naši katedri veliko ukvarjamo. Pri nas imamo tudi svoj vivarij, kot morda veste, tukaj na fakulteti, prav z namenom, da usposabljamo naše bodoče učitelje in vzgojitelje, kako skrbeti za organizme v šolskem prostoru. Seveda so nekateri izzivi, kot je recimo poletne počitnice, tako da tukaj tudi preučujemo obstoječe prakse, tako da tudi pri nas se pojavljajo take prakse, da starši dejansko skupaj z učenci skrbijo v poletnih mesecih, si izmenjujejo te živali. Tako da so zelo različne prakse, odvisne tudi nekoliko od okolja, gre bolj za urbani prostor, ruralni prostor, tukaj so nekatere razlike, tako da tudi ta vprašanja nas seveda zanimajo, ker lahko prispevajo k kakovosti samega vzgoja in izobraževanja. Absolutno. In torej tudi vzgoja in izobraževanja v domačem okolju. Četrto vprašanje se pa nanaša na Slovenijo in Japonsko. Res je, da o tej temi bi lahko posvetila kar nekaj ur, ampak vseeno primerjali ste cilje v učnih načrtih na temo trajnostnega razvoja. Kakšne so recimo morda ključne primerjave med omenjenima državama na tem področju? Ja, ta članek je eden v nizu tistih, ki smo jih pripravili skupaj z Univerzo v Okayami. Univerza v Okayami je vodilna ustanova na Japonskem v vzgoji in izobraževanju za trajnostni razvoj. Japonska je pa vodilna država na svetu na tem področju, tudi največ sredstev na ravni UNESCO nameni ravno vzgoji in izobraževanju za trajnostni razvoj. Tako da se je porodila s tamkajšnjim vodjem UNESCO katedre, Hirokijem Fujijem, ideja leto pred koronavirusom, se pravi 2019, da prijavimo skupaj bilateralni raziskovalni projekt, ki smo ga tudi dobili na temo celosten institucionalni pristop k trajnostnemu razvoju. In pri doseganju pravzaprav tega celostnega pristopa je izrazito pomemben kurikulum. Tako da to je bil tudi ključni cilj te primerjave, kurikulum, in potem analiza tega kurikula iz predvsem strogo vsebinskega vidika. Torej, kako so kurikulumi skladni z
globalnimi cilji trajnostnega razvoja, 17 ciljev trajnostnega razvoja, ki jih je mednarodna skupnost, Združeni narodi in UNESCO nekako postavila kot cilj do leta 2030. No, in te cilje smo nekako preiskovali, kako so zastopani v obveznih in izbirnih predmetih različnih študijskih programov. In smo nekako ugotovili precej sorodnosti in nekaj tudi razlik, ki so verjetno malo tudi povezane z kulturnim kontekstom. Predvsem pa je sorodno to, da so večja pojavnost pri izbirnih predmetih, kar je nekako logično, ker nove vsebine običajno lažje vstopajo preko izbirnih vsebin v študijske programe. In tudi seveda različna zastopanost z velikim poudarkom predvsem na 4. cilju trajnostnega razvoja, to je kakovost izobraževanja, kar je logično glede na programe, za katere izobražujemo na pedagoških fakultetah tukaj in na Japonskem. Gotovili smo pa tudi nekatere razlike, ki so recimo malo pogojene tudi z specifičnim študijskim programom, torej kam je več usmeritve, ali gre v odgovorno potrošnjo in proizvodnjo. Skratka, te specifične cilje trajnostnega razvoja, ki so jih leta 2013 potrdili po konferenci v Rio de Janeiro kot nekaj izhodišče za skupna prizadevanja za spremembe do leta 2030. No, tako da to so bile tiste glavne ugotovitve. Zanimalo nas je tudi malo v tej raziskavi, smo se potem tudi poskušali te rezultate nekako z njimi soočiti, različne profesorje, zaposlene na obeh ustanovah, in pogleda tudi njihova stališča, zakaj je tako, kot je. Tako da smo delali tudi neke vrste triangulacijo in nekako se kažejo neki taki klasični razlogi, zakaj, kje so tiste ovire pri implementaciji, kot je pač ta sam ustroj, kako deluje visokošolski prostor, razdelitev ciljev po predmetih, omejeno neko medpredmetno sodelovanje in tako naprej. Tako da daje eno dobro osnovo na enem zelo specifičnem področju celostnega institucionalnega pristopa. Seveda so še veliko odprtih drugih vprašanj. Celostni institucionalni pristop jaz dojemam kot eno igro šaha, kjer ima vsaka figura svoj pomen, ampak zelo pomembno je pa, da dobro stojiš v partiji. Lahko imaš vedno dobre figure, ampak če te figure niso ustrezno razvite na šahovskem polju, potem ne dosegaš kot ustanova v celoti željenih ciljev na tem področju. Tako da si predvsem prizadevam razviti te šahovske figure čim bolje na različnih področjih. En od njih je kurikulum. Seveda, ko govorimo o celostnem institucionalnem pristopu, so pa pomembne tudi razvoj kadra, izmenjave mednarodne, raziskovalno področje, izvedbeni kurikul, sam razvoj institucije kot take, poslanstva institucije, pa ne nazadnje tudi pravzaprav kakšna je sama stavba kot taka, njena organizacija, neka varčevanje z viri naravnimi, kot so energija in druge, voda in tako naprej. Tako da je to večplasten problem za to, da potem na koncu zmagaš partijo šaha. Odlična primerjava, ja. Tako da zagotovo nekaj prostora je še, da absolutno. Seveda v tem trajnostnem razvoju še napredujemo. Omenili ste že UNESCO in moje zadnje vprašanje se nanaša prav na to. Ste predstojnik UNESCO katedre o izobraževanju učiteljev za trajnostni razvoj. Kaj to pomeni, kakšna je vaša vloga in kaj to pravzaprav pomeni tudi za naše področje vzgoje in izobraževanja? Ja, UNESCO katedra o izobraževanju učiteljev za trajnostni razvoj na Univerzi v Ljubljani je pravzaprav ena redkih tovrstnih kateder v svetu. Te katedre podeljuje UNESCO v Parizu in naša država je pač dobila to katedro pred dobrim letom in pol, in uradno je bila nekako predstavljena javnosti septembra lansko leto. Njeno poslanstvo je predvsem spodbujati
izobraževanje učiteljev za trajnostni razvoj ne samo na nacionalni ravni, ampak naloge, ki jih imam na katedri kot njen predstojnik, so regionalne, so globalne, tako da je veliko tudi posledično zaradi tega dodatnih poti v Pariz in drugam. Ampak ključne stvari pa so povezane že s tem, kar pravzaprav naša inštitucija že kar nekaj časa počne, ampak poskušamo to nekako pospešiti, pa tudi diseminirati, izmenjati s sorodnimi ustanovami. Tudi še nekaj takih kateder vsebinsko sorodnih je po svetu, ena je v Kanadi, ena je v Nemčiji, ena je na Japonskem, sem jo že omenil, ena je v Južni Ameriki. Tako da nekaj teh, s katerimi sodelujemo in poskušamo ta vprašanja odpirati, razvijati se tako na področju razvojnih projektov kot raziskovalnega vidika. Na razvojnem projektih trenutno ravno začenjamo in je naša država ena izmed 10 izbranih v svetu za implementacijo različnih kazalnikov in orodij za izboljšanje kakovosti vzgoje in izobraževanja za trajnostni razvoj v šolah. Torej v šolah, osnovnih, srednjih šolah, tako da v tej smeri trenutno testiramo 3 različna orodja, ki se razvijajo na ravni UNESCO in so namenjena ravno že omenjenemu institucionalnemu pristopu, kako to spodbujati na ravni šol. Izpostavljamo tudi pomen pedagogike, mogoče je ta del malo bolj zapostavljen, večinoma se pri implementaciji ciljev ukvarjamo s cilji trajnostnega razvoja, to je bolj z vsebino, ampak po mojem mišljenju dolgoročno je ključnega pomena za vse življenjsko učenje v tej smeri to, da razvijamo neke transformativne oblike učenja in poučevanja, ki bodo kljub spreminjajočim se ciljem poganjale pravzaprav tako kakovostno izobraževanje na vseh ravneh. No in taka orodja poskušamo zdaj pilotno implementirati v 10 državah, in je to ena od takih recimo prioritetnih nalog, ki jih ima tudi UNESCO katedra v letošnjem letu. Odlično. Torej, v bistvu veliko tega nekega medpredmetnega, medpodročnega sodelovanja, kar je ključno za prihodnost v takšnem smislu. Ja. Zdaj, povezave do vseh 4 prispevkov, ki si jih bodo lahko naši gledalci oziroma poslušalci v celoti prebrali, bodo tudi v opisu te epizode. Profesor Torkar, vam pa se še enkrat res iskreno zahvaljujem za ta pogovor in za vaš čas. Res je bilo zelo prijetno in zelo poučno. Ja, hvala pa še enkrat, hvala za povabilo. Hvala.